Hej, Zala tukaj. Avgust je bil v mnogo pogledih grozno obupen mesec zame, v enih pogledih pa je bil ok. In zdi se mi, da je bilo podobno tudi glede knjig. Avgust je bil mesec, ko sem sprobala svojo srečo s knjigami Rileya Sagerja. Za tega avtorja je značilno, da so večini bralcev njegove knjige ali zelo všeč, ali pa jih ne prenašajo. Jaz sicer ne želim sklepati po prvi in edini njegovi knjigi, ki sem jo prebrala, ampak The Only One Left je dolgočasen thriller. Ne vem, koliko stvari na svetu je zares hujših od dolgočasnega thrillerja. Hecam se, vem, da je ogromno stvari veliko hujših od dolgočasnega thrillerja. Koncept je izjemen. Mlada negovalka dobi za nalogo, da oskrbuje žensko, ki naj bi v najstniških letih umorila celo svojo družino. Wow, cool. Ampak nažalost ni dobro izpeljano. Zgodba se vleče, plot twisti so predvidljivi, pa tudi noben od karakterjev ni zares posebej všečen. Prebrala sem It Ends With Us, da bi lahko šla gledati film, še vedno ga nisem šla gledati, pa tudi ta drama me kar odbija. Sem brala že dosti slabše romance, v mnogih pogledih me je ta knjiga zelo pozitivno presenetila. Razumem pa kritiko obdelave teme družinskega nasilja. Lahko vidim, zakaj bi nekateri bralci mislili, da ni predstavljena na ustrezen način. Ob misli na srebrne vezi sem v viseči mreži in voham borovce. Pa ne zato, ker bi se mi mešalo, upam, ampak zato, ker sem jo brala na morju in sem res uživala. Jaz sem res navdušena, da obstaja takšna knjiga, ki je originalno v slovenščini. Zdaj glede same zgodbe, ja, vse take fantazijske romantične zgodbe so napisane po nekem vzorcu, ampak meni se zdi privilegij brati ta tip zgodbe, ki temelji na slovenskih mitih, vsebuje slovanska imena, slovanska bojevna bitja in sem zato res neizmerno uživala. Zajtrk prvakinje je svež slovenski roman o študentki, ki opravlja hkrati 3 študentska dela, da se lahko preživlja in vzdržuje svoj študij v Ljubljani. Kar je bilo meni pri tem romanu všeč, je to, da sem spet ponovno imela občutek, da gledam serijo in ne berem knjige. Zdi se mi, da avtorica res zna opisati kraje in karakterje na način, da si jih zlahka predstavljaš. Anomalija je mešanica žanrov, kar se vidi tudi v tem, da sem ene dele brala dosti hitreje kot druge. Predstavljenih je ogromno karakterjev, se mi pa zdi, da skoraj karkoli poveš o tej knjigi je že spoiler. Zanimivo mi je, koliko informacij je napisanih na zadnji platnici, ker bi jo verjetno brala čisto drugače, če ne bi prebrala opisa. Him je ena najljubših knjig osebe, ki mi je zelo blizu in sem se zelo veselila, da preberem ta roman. Gre za gejevsko romanco o 2 hokejistih, prijateljih iz otroštva, ki sta se za nekaj časa oddaljila. Zelo mi je bil všeč dogajalni prostor, se mi zdi, da je že sam po sebi ustvaril tako res prijetno, udobno vzdušje. Je pa ta knjiga res polna seksualnih prizorov, tako da če vam je to všeč, mislim, da je to zelo dobra izbira. Če pa iščete romanco, kjer je mogoče bolj razgibana zgodba, ali pa ne marate toliko spicy scen, pa mogoče ni za vas. Z Book Clubom smo avgusta brali Tek za zmajem. Prebrala sem druga 2 Hoseinijeva romana, najljubši do zdaj mi je bil 1000 veličastnih sonc. Za Tek za zmajem pa sem mogoče imela previsoka pričakovanja, ali pa sem si zamišljala, da bo knjiga ponudila nekaj drugega. Spremlja dečka, ki odrašča v Afganistanu s prijateljem, ki ga ne dojema zares kot prijatelja, ampak bolj kot nekega pomočnika ali služabnika. Čeprav se strinjam, da je knjiga dobra, bi rekla, da vsi, ki se želite lotiti branja Hoseinijevih romanov, vsekakor začnite s 1000 veličastnih sonc. Hvala, da ste se družili z mano in se upam, da vidimo že naslednji mesec. Čau!